No, ta EQS nam v resnici sporoča, da se iz elektrike pa očitno bo še nekaj. Elektroverniki ste se verjetno ob tej naši prvi izjavi, ob tej naši prvi provokaciji verjetno zdramili, saj kaj pa je narobe z elektromobilnostjo. Ampak ta prva izjava je bila v bistvu bolj namenjena elektroskeptikom, namreč tale EQS v resnici negira tisti glavni elektrobavbav, se pravi nizek doseg. In dam vam primer. Zvečer smo imeli baterijo v tem avtomobilu napolnjeno 11%, in do polnega, do 100% se je ta avtomobil na 11 kW polnilnici napolnil šele ob 4 in pa 45 minut zjutraj. Se pravi, ta avtomobil ima zelo, zelo veliko baterijo. V tej noči je napolnil 101,6 kWh in zjutraj je na števcu avtomobil pokazal, da lahko z njim prevozimo kar 569 km. V enem drugem dnevu je pokazal celo 620 km dosega. No, mi tega dosega nismo šli v enem kosu preverjati, lahko pa potrdimo, da je na našem testu podatek o povprečni porabi energije bil zelo, zelo blizu WLTP protokola. Se pravi, podatkov, ki ga navaja WLTP protokol, in to je zelo presenetljivo, saj ta WLTP je doslej vedno zelo, zelo lagal. No in koliko je ta poraba? Naj vam dam praktičen primer. Avtocestna vožnja iz Ljubljane do Kopra in pa nazaj, v tej vožnji je bila povprečna poraba energije pri tem avtomobilu 21,6 kWh na 100 km. En drug dan, ko smo se vozili bolj po mestu, pa vmes smo šli potem še malce iz Ljubljane do Grosuplja po avtocesti, pa vmes potem po regionalni cesti smo si privoščili nekaj dinamično odpeljanih ovinkov. No, takrat, tisti dan je bila popoldne povprečna poraba energije 17,8 kWh. In ja, to so zares dobri podatki. In ta podatek je še posebej zanimiv, ko vam povem, da ta avtomobil tehta 2600 kg. Pa ne samo, da je težek, tudi zelo, zelo velik je, dobrih 5,2 metra meri v dolžino, kar v praksi pomeni, da na slovenskih parkiriščih ta avtomobil štrli vsaj za kakšne pol metra ven iz povprečnega parkirnega boksa. Seveda, s tem ta avto želi sporočiti, poglejte me. In hkrati pove tudi to, poglejte me, zato ker sem najbolj aerodinamičen na svetu. 0,2 meri količnik zračnega upora pri tem avtomobilu in ja, to je bolje kot pri Tesli, kjer je količnik zračnega upora 0,21. In ja, tudi Mercedesi so že prej imeli količnik zračnega upora 0,21. To, da ima ta EQS 0,2, nič. To hkrati pomeni, da je naš rojak Robert Lešnik spet oblekel srajco najbolj učinkovitega oblikovalca avtomobilov. Seveda, mi kot njegovi rojaki smo ponosni in smo veseli, da je prav naš rojak rekorder, kar se tiče aerodinamike. Kako je Robert Lešnik pri tem avtomobilu dosegel tako nizek zračni upor? No, naj vam pove kar Robert Lešnik v našem intervjuju. Tukaj zgoraj je posnetek. A veste, kako se še čuti tale dobra aerodinamika? No, tako, da se peleš recimo 90 km/h, izklopiš rekuperacijo in potem ta avto pelje in se sploh ne ustavi. Ampak, ko smo že pri rekuperaciji, imamo 3 stopnje in tista običajna je primerna za vsakdanji promet tudi po mestu, ker močna rekuperacija, strong recuperation, kot napiše na displeju, je primerna predvsem za dinamično vožnjo, zato ker omogoča, da potem pred ovinkom avtomobil zavira bolj zvezno. Rekordna aerodinamika pa nas seveda pripelje tudi do udobja. Saj smo pričakovali, da bo ta avtomobil zares udoben in pa tih v kabini, vendarle gre za razred S. Ampak res, ta avtomobil to tišino dviga še na res višjo raven. Tišina je s tem avtomobilom dobila res neko novo dimenzijo in ta tišina, to udobje zares godi.
Ampak avto lahko tudi zagodi. Zagodi recimo lahko na eno takšno violino, na distorzirano violino. Namreč, ko voznik pritisne na desno stopalko, ko silovito pritisne, ta avtomobil zapoje, po bencinsko zapoje. In Mercedesu lahko čestitamo, da je lepo najdel, ukrojil, se pravi, sestavil takšno lepo simfonijo, ki nekako paše tudi tistim, ki smo nekako bili doslej okuženi z bencinom. No, ko si voznik zaželi te dinamične vožnje, mu avtomobil to da. In pri tem ključno vlogo odigra štirikolesno krmiljenje. Se pravi, ko voznik obrača volan, ne obrača samo teh prednjih koles, ampak tudi zadnji par koles. In ja, tudi štirikolesni pogoni. Ampak ko smo že pri štirikolesnem krmiljenju, pri nizkih hitrostih se ta kolesa obračajo v drugi smeri, kot pa prednja kolesa. Pri visokih hitrostih pa se obrnejo v isto smer. S tem avtomobil doseže zelo majhen obračalni krog in zelo veliko okretnost v mestu, pri visoki hitrosti pa bistveno večjo stabilnost. Ampak dinamična vožnja temu avtomobilu ne paše. Če želite razgrajača, potem vzemite e-trona GT ali pa Taycana. Ta avtomobil naj vas razvaja z udobjem. Saj vam bo dal tudi dinamiko, če boste to želeli, ampak ne. Res, ko gre za udobno vožnjo, takrat ta avtomobil zablesti. Še bistveno bolj kot drugi avtomobili. In seveda, vse to se spodobi, saj gre za razred S. Ko že omenjamo razred S, no, avtomobilski oblikovalci nam ves čas govorijo, da so z električno arhitekturo dobili možnost, da naredijo kabine bistveno bolj prostorne. Ampak tukaj tega ni čutiti. Sej se nimam kaj pritoževati, dovolj imam prostora in sedeži so nastavljivi na elektriko, ampak sej vemo, kakšen je razred S. Še posebej, kakšen je tisti podaljšani razred S. Da je EQS bolj za voznika, kot pa za tiste, ki sedijo zadaj, je seveda zaslužna kar Lešnikova rekordna aerodinamika. Ampak po drugi strani nam prav ta aerodinamika da večjo praktičnost. In ja, peta kombi-limuzinska vrata, teh doslej v takšnih premijskih avtomobilih preprosto nismo imeli. Še en klišej se je zrušil. Okay, I need your help to remember your voice. Please repeat the phrase, load my personal profile. Load my personal profile. Thank you. From now on, you can activate your profile by saying this phrase. In potem sedemo tukaj spredaj. In ja, tukaj je zelo očitno, da je EQS res vozniški avtomobil. Vozniški položaj je perfekten. Predvsem pa to, če voznik sedi pravilno ali nepravilno, to avtomobil dobro ve. Tukaj spredaj ima recimo senzorje, ki zaznavajo, kje ima recimo voznik oči. In če voznik recimo preveč pogleduje ali pa da se mu zaperejo oči, potem avtomobil na to opozori, glasno piska. Pa še nekaj, če voznik preveč pogleduje bolj tja na desno, na sovoznikov zaslon, no, to avtomobil dobro ve. Se pravi, če preveč časa gledate tja desno in ne na cesto, potem bo avtomobil ta zaslon sovozniku ugasnil. Mimogrede, ta zaslon deluje samo v primeru, da tukaj na desnem sedežu sedi sovoznik. No in ko smo že pri teh zaslonih, te zasloni, ja, so res posebnost EQS-a. Ja, strinjamo se, izgledajo lepo. Ampak vsi ti zasloni so zelo lepi, ko so čisti. To pa je zelo kratek čas. V tem avtomobilu boste imeli krpico ves čas pri roki in v vaši roki vsakih nekaj ur. Zaradi tega, ker prstni odtisi se nabirajo, predvsem pa prah je viden in zelo očiten. No, kar se tiče tega desnega zaslona, ki sovozniku ponuja tudi možnost zabave med vožnjo, pa nimamo neke prave afinitete. Upamo, da tako zelo odtujeni, da bi sovoznik moral na desnem sedežu imeti na sebi slušalke in pa gledati film, da res tako zelo odtujeni pa vendarle še nismo. Na koncu spet pride tisti stalni, grozni ampak. In ampak v tem primeru pomeni to, da je seveda res zahtevno narediti tehnično perfekten avtomobil, ampak vseeno je pa tehnično perfekten avtomobil lažje narediti, če ga delaš za ljudi z visoko kupno močjo. In takšen primerno opremljen EQS stane skoraj 200 000 evrov. Ampak dobra novica pri tem pa je, da
je vloga pri Mercedesu, da razred S pokaže, razumeme čustva, potem pa pride razred E, ki to ponudi na bolj dostopen način. In ja, EQE je že na vidiku. Tokrat za vaš naslednji klik predlagamo reportažo z naše delavnice, na kateri so testni vozniki iz vrst gledalcev avtomobilnosti spoznali, kako Mercedes-Benz dosega tolikšno učinkovitost vožnje. Ne, ni šlo zgolj za aerodinamiko, smo pa na dogodku vsekakor tudi poslušali aerodinamiko. No, kliknite in poglejte. Še prej pa preverite, če ste na naš kanal že naročeni. Sicer kliknite na gumb naroči, pa zvonček poleg njega.